Aha, Andrej je že tukaj. Lep dober večer vsem. Najprej bi vam rekel eno srečno, veselo, uspešno in zdravo novo leto vam želim. Hvala, Andrej. Drugače pa tam nekje leta 77 v srednji šoli, ne, malo prej, 74. V srednji šoli se nas je nekaj zbralo okoli te teorije posta in začeli smo tako, da smo najprej vsak mesec, prvi ponedeljek imeli post, potem smo prešli na vsak ponedeljek, potem pa vsak mesec, prvi teden, 3 dni. Tretji dan ob polnoči smo že sanjali vse živo, ne. Ampak takrat smo pač bili še v drugačni kondiciji in smo to dosti zlahka zdržali, ne. Spotoma smo pa potem, seveda, ker je najbolj pomembno od vsega dihanje, ne, Ja. smo imeli te vaje dihanja, leže v temnem prostoru, zaprte oči, zamišljali smo zrak, ki je težak, lahek, kaj vdihujemo, kaj izdihujemo. To je absolutno koristno, ne. To so vaje, ki pomagajo pri marsičem, pri duševnem zdravju in tudi pri fizičnem zdravju. Ja, se rezultanta fizičnega je v bistvu energija, vibracija, je duh, kot rečemo, ne. In če imaš ti v bistvu fokus, koncentracijo na nekaj in lahko vzdržuješ to stanje, je v tem moč v resnici, ne, tudi fizična moč je v tem, ne. Saj če gledaš Noleja Djokoviča, koliko mečev izgubljenih je dobil v bistvu v moči koncentracije, ne. Ker je on vzdržal pritisk in je vzdržal v bistvu napetost, ne. In vedno v življenju se pripravljaš duhovno pa duševno ravno zaradi tega, da v fizičnem svetu lažje funkcioniraš. Vse to je ena pomoč v bistvu, ne, ki bi naj ti olajšala življenje, ne. Zdaj pa vidim, da bomo mogli začeti. Ja, zdaj je ura odbila 18, ne. To novo leto sicer je nadaljevanje starega leta, ki ni bilo najbolj prijazno do nas, ne. Ne moremo se več dobivati na naših prireditvah, ki so bile krasne, po mojem vsaj, no. Ampak upam, da se bo to kmalu spremenilo. Do takrat pa smo se odločili, ker je ves svet prešel na virtualno, na online, da bomo malo pospešili tudi pri nas ta proces in smo z današnjim dnem uvedli četrtkov večer in odslej bomo vsak četrtek ob 18. uri imeli eno tako kratko predavanje, veliko o izdelkih, o poslu, o možnostih, o online biznisu, o začetkih, kako začeti, zakaj začeti. Tako da to je prvo predavanje v tej seriji in kot najboljšega marketerja v Sloveniji smo za prvo predavanje pri Foreverju seveda smo povabili Tomota. Tomo je s Foreverjem od leta 2000, Tomo? 20, dobrih 20 let je že, ja. Od 2000. 21. leto na polno teče, mislim, da bo maja meseca, mislim, da bo 21 let. Tomota sem tudi med prvimi spoznal, ko sem prišel v Slovenijo odpreti podjetje. Sicer Jožefo Zore sem prvo spoznal, ona je tudi prva začela ta posel v Sloveniji in potem pritegnila Tomota in ostale naše sodelavce. In Tomo je v tistem času z izjemno močjo, hitrostjo gradil svojo mrežo, ki je še danes ena največjih pri nas. Potem je malo zašel s poti, se ukvarjal z drugimi zadevami. Sedaj pa
Tomo želi priti tudi malo nazaj med nas in to me izjemno veseli. Tomo prinaša energijo in znanje. In zato smo ga prosili, da nam danes pove nekaj o tistih izdelkih, ki bi v tem času, pa izgovorimo to grozno besedo koronavirusa, bili najbolj potrebni oziroma bi bilo zelo fajn, če bi jih uživali. Torej, Lep pozdrav. Tomo, samo še moment, Tomo Brumec, safirni menedžer, to je že izjemno visoka pozicija pri nas in Tomo je prvi v Sloveniji to pozicijo naredil in zato, verjemite, Tomo ima veliko znanja in ima tudi željo, da to podeli z nami. Sedaj pa izvoli, Tomo. Andrej, najlepša hvala za to bogato predstavitev. Res je, 21. leto me že ti proizvodi, se pravi, spremljajo in me vedno znova v bistvu presenečajo. Zdaj le moram reči, da sem z svojimi izkušnjami lastnimi, ker smo tudi iz tujine z Andrejo prišla in smo tudi prinesla neko infekcijo, ki lahko rečeš COVID zaradi tega, ker nismo imela okusa, vonja in tako naprej. Zelo, zelo hitro smo se regenerirala ravno na račun proizvodov, ki sem jih vzel. Prav sem poštudiral, kaj je tisto, kar bi lahko naredil v prvih korakih za moje telo, za neko dodano vrednost imunskemu sistemu, pa odzivu in kako bi lahko izboljšal. V bistvu, glede na to, da pijem gel že dalj časa, za vsa leta praktično, pa da jemljem tudi zelo pridno probiotike, sem potem dodajal v bistvu preparate, ki imajo določene snovi in ki imajo določeno dodano funkcijo v telesu. Zdaj, tisto, kar je velikokrat povedano, ta osnovni naš gel aloe vere, ki je dejansko nek vodilni, bom rekel, paradni konj v našem Foreverju, je tisti, ki ga jaz strašansko spoštujem pa cenim ravno ne samo zaradi tega, kar smo zdaj povedali, zaradi novega pakiranja, nove stabilizacije, brez konzervansov, brez vsega, ampak mene je, Andrej, zraven vseh vitaminov, mineralov, aminokislin, ki jih vsebuje, in 240 snovi, ki so jih do zdaj na nek način znanstveniki odkrili, me tudi ta energetski del, moraš vedeti, da v bistvu aloja od Foreverja raste na področjih, kjer je visoka, se pravi, temperatura, povprečna letna, veliko je sonca, veliko je aktivnosti teh polisaharidov, ki se aktivirajo in dejansko dobimo tiste snovi, ki jih drugače pod umetnimi gredami, kar se rastlin ali pa sadežev tiče, ne dobimo. Veliko je bilo povedano o zgodovini, o aloji. Mene je veliko ljudi spraševalo, kako je mogoče, da ima ena rastlina toliko zdravilnih lastnosti. Zdaj, jaz sem malo študiral, ta vodilni ameriški strokovnjak za zdravo prehrano me je najbolj navdušil, ta je Bruce Hedendal, če si kdaj pogledal, v bistvu ima svoj nutricionistični center in on pravi, da daje pač poudarek, kjer bi naj ta rastlina imela izredno moč ravno v koncentraciji mukopolisaharidov, se pravi teh sluzastih sladkorjev, ki so za naš organizem tako pomembni kot opeke za zgradbo. Prisotni so dejansko v vsaki celici našega organizma, ampak jih naše telo nekje tam do 10. leta starosti proizvaja samo, potem kasneje se pa moramo naslanjati nekako na zunanje vire, se pravi vnosa sadežev, hranil in tako naprej, da lahko dosežemo to. Zanimivo je nekaj, kar je tudi mene posebej pri aloji pritegnilo, je acemanan. Se pravi, ta laboratorij ameriški, ko ga je določil, pravzaprav najdo, je opisal veliko
zdravilnih učinkovin, sploh kar se tiče delovanja na viruse, bakterije in se pravi na antikarcinogeno delovanje. Veliko študij je bilo narejenih na Japonskem in drugod. Zdaj, sam gel aloe definitivno jaz vidim najprej kot tistega, ki bi ga mogli redno jemati. Veš zakaj? Zaradi tega, ker izjemno čisti, prodira globoko v celico in očisti tudi samo celico, ne samo medceličnega prostora. Gel aloe je tisti, ki bi za kompletni prebavni del bil fantastičen, prvič, ker uravnava pH, drugič pa zaradi tega, Andrej, zaradi tega, ker dejansko deluje kot prebiotik. Se pravi, če jemljemo karkoli zraven v smislu boljše flore, črevesja in potem tudi boljše absorpcije vitaminov, mineralov in vsega, je gel fantastična osnova, ker se ga pije lahko zjutraj na tešče ali pa tudi po nekem obroku, ni noben problem. Jaz pravim, prav je, da aloja vsaj v telo pride. Ni to pomembno, nekateri ga pijejo radi zjutraj, nekateri pa popoldan. Tako da jaz sem z tem gelom res v teh 21 letih veliko ljudi navdahnil, da so ga začeli redno piti, tisti, ki ga redno pijejo, povejo, da se boljše počutijo, da imajo več energije, da manj zbolijo in tako naprej, manj infekcije. Druga zadeva, ki je... Tomo, samo en moment, Tomo. Ja. Doktor Miles Šandor, on je drugače po profesiji doktor kemije in je začel, torej več kot 15 let je delal pri razvoju zdravil in to zdravil za raka na jajcevodih. On je naredil tudi pred par leti študijo delovanja aloe vere na celični ravni. Njegovo študijo so tudi znanstvene revije v Ameriki objavile, je dokazal, da aloe vera deluje na celični ravni, da čisti celice in medcelični prostor povezuje. Žal mi je, ta knjiga je zaenkrat samo v madžarščini, ampak Šandor me je že prosil, da jo prevedemo tudi v naš jezik, tako da bo verjetno v bodočnosti dostopna tudi v slovenščini. Super. Zelo se veselim, ker vem, da je Šandor dolgo časa z nami, še dlje kot jaz, in da je v bistvu kot znanstvenik pristopil k temu, kar vem, da je dobil nagrado v Ameriki in da je tudi ameriških strokovnjakov veliko govorilo, sicer niso dokazali, da deluje na ta način, da strupe toksine potisne, se pravi, da ima ta ključ, ker preko medcelične membrane preko celične membrane v medcelični prostor, se pravi, da pride do intenzivnega čiščenja. Mi, če hočemo pomagati telesu, moramo prvo očistiti toksine strupe iz telesa. Ker mi danes zaužijemo toliko hrane, ki je predelana, dihamo zrak, ki je nečist in tako naprej. In telo dejansko je tisto, ki je zelo odvisno od vnosa. Se pravi, eno so dobre misli, pa dobra psiha, pa duhovno duševno stanje, ampak ta fizično racionalni del je pa odvisen od vnosa. Se pravi, celice ne živijo od dobrih misli, ampak celice živijo od hrane. In mi moramo vnesti dobro, kvalitetno hrano, če hočemo, da imamo tudi odziv na nekega povzročitelja dober in hiter in da v bistvu sploh ne gremo skozi bolezen, ampak gremo zelo hitro skozi to stanje. No, naslednji preparat, ki je mene zelo navdahnil, je v bistvu Lithium Plus. Ta lithium, vemo, da je sestavljen dejansko iz ekstrakta oranžno-rdečega plodu liciuma, se pravi, in drevesa licorice, se pravi, tega sladkega korena likorisa, licorise, s številnimi flavonoidi, ki delujejo močno antioksidativno. Zdaj, neka študija je bila delana, ko sem jaz gledal, da je kot antioksidant celo močnejši, 40-krat močnejši od C-vitamina in nekje 100-krat močnejši od E-vitamina. Izdelek sam ima, po mojih izkušnjah, ne samo moč čiščenja prostih radikalov, ampak to, kar je zelo pomembno, kar sem jaz opazil, ko so imeli težave ljudje z dihanjem ali pa težave z jetri, težave z določenimi organi,
pri vdihu, pri jemanju licijuma zaradi sestavin, ki odprejo spodnje alveole, pride do globokega vdiha veliko hitreje. Kar je bilo zdaj pri covidu ali pa je še zelo velikokrat tudi posledično simptomatika še potem, ko ga prebolijo. Tako da jaz sem licijum izbral ravno zaradi tega, ker ima to dejstvo. Zamenjal sem ga pa kot produkt zraven gela z garlic thymeom, ker najprej, če bi bil garlic na razpolago, bi dal garlic z materino dušico, ampak nažalost ga, mislim, da ga toliko potrošijo že v Ameriki in drugih državah, da k nam v Evropo ne pride zdajle. Ko bo pa prišel, bi se pa splačalo tudi kombinirati, zato ker garlic sam z timijanom ima tudi zelo, zelo dober vpliv, kar se tiče protivnetni in dejansko za dobro stanje samega vdiha, se pravi pljuč. Zdaj, licijum sam po sebi je tudi me navdahnil, zato ker deluje na nek način tudi pomirjevalno v stanjih stresa, tudi tam, ker je hiter tempo. Danes vemo, da so nekateri obremenjeni in da so pod velikim psihičnim stresom. Kar je pa pomembno povedati, pa z licijum dobijo dva v bistvu čisto naravna, se pravi izvlečka, se pravi zraven seveda ostalih vitaminov, mineralov in drugih snovi, ki jih pa vsebuje. Zdaj, če gledam azijski del je uporablja že te korenine pa skorjo drevesa v bistvu že preko 200 let. In pri večina vnetnih bolezenskih stanjih se poslužujejo z temi zelišči ali pa z temi dvema rastlinama. Ta tretjega, ki sem ga jaz izbral v tem paketu manjšem, ker bi bilo dobro, da se ena sinergija v telesu zgodi, je Forever Immunoblend. Se pravi, ta izdelek ima zraven frukto-oligosaharidov, v bistvu maitaki pa shiitaki, gobo. Zdaj tisto, kar je noter, vam ne bom posebej razlagal, lahko omenim samo lentinan, ki je kompleksen polisaharid, ki spodbuja imunski odziv v telesu. Zraven tega je v bistvu tudi lem, če poznate polisaharid, ki je beljakovinsko vezan in ima zelo močen protivnetni učinek. Zdaj, sama zadeva deluje tudi na same viruse, bakterije, se pravi snovi, ki so v Imoblendu, delujejo na povzročitelja bolezenskega stanja in na izboljšanje stanja organov, sploh jeter. Zato sem izbral Immunoblend, ker mislim, da zraven prebavnega trakta, samega po sebi in absorpcije vitaminov, boljše absorpcije vitaminov, mineralov, so tudi pljuča, jetra, ledvice, tisti krvotvorni organi, ki so dejansko zelo, zelo pomembni, da dobro funkcionirajo. Potem pa četrti v ta malem paketu sem pač določil Forever Absorbent C. Zdaj o absorbentu imam veliko stvari za povedati, pa bi mogoče še samo dodal, iščemo tudi, velikokrat vidimo, da zdajle ljudje iščejo cink, D-vitamin, B-kompleks vitaminov, tudi to najdemo v Imoblendu. Se pravi, tako da tiste snovi, ki zdajle sploh jih rabimo pri teh infekcijah, se pravi gripe in vseh ostalih prehladov, je zelo pomembno. Absorbent C, C-vitamin je pa eden od tistih pri nas, ki je sploh poseben. Kompletni C-vitamin je pridobljen iz narave, v bistvu je izvleček agrumov, kjer je ena posebnost. Mi imamo C-vitamine v vseh možnih oblikah, imamo že zdaj tudi sintetično pridobljene, v lekarnah lahko dobite taki C in oni C in tisti C, večina se jih topi v vodi. Zdaj, kar je pri C-vitaminu pomembno, je, da je vodotopen povedati, ampak da so tukaj naredili eno posebnost, vezali so ga na ovsene kosmiče. Ovseni kosmiči pa vemo, da se tam presnavljajo 6 do 8 ur približno, ali pa najmanj 4 ure, in čez 3 kapsule, pravzaprav 3 tabletke, čez dan pojemo, zadostimo nekje preventivno zadostno količino C-vitamina, kajti C-vitamin je drugače vodotopen in se tam v 2 do 3 urah
se pravi, izluži skozi urin. Zdaj tukaj Forever je naredil to, da ima telo razpoložljivost večjo, kar je pa zelo pomembno, vsaj meni, da tablete ne drži skupaj kemija, ampak da tabletko drži skupaj med, nekaj malega propolisa in, se pravi, in matičnega mlečka. To je tisto, kar veže C-vitamin, ki je vgrajen v te kosmiče. Zdaj, pri kosmičkih je tudi zelo pomembno povedati, da so ugotavljali, da neka določena količina kosmičev tudi blagodejno deluje na holesterol in tak naprej. Vemo pa, da je C-vitamin tisti, ki je zdaj zelo, zelo pomemben, ker ga v sadju, v zelenjavi, tudi tista, ki je skladiščena, čez zimo je veliko manj. Kar je pomembno seveda, da je tudi naravno stabiliziran in da je ponujen telesu v taki obliki, kot ga telo sprejme, se pravi v naravni obliki. Zdaj, to sem povedal, te 4 izdelke se mi zdijo najbolj pomembni kot izdelki za neko prevencijo, ki bi jih jaz priporočal, Andrej, vsakemu. Se pravi, tisti, ki pa ima neko že bolezensko stanje, se pravi, tam bi priporočal definitivno, da se doze dvignejo, da se zvišajo tiste priporočene doze. To je prva zadeva, že pitje gela, na primer. Druga zadeva je pa ta, da bi dodal tistim, ki imajo pa že težave dihanja, kako vnetni proces ali pa karkoli, v prvi vrsti bi dodal zdaj zraven argi. Zakaj sem se za argi odločil? V bistvu je larginin v bistvu aminokislina, ki aktivira dušikov oksid v telesu. Nobelov nagrajenec, ki je dokazal delovanje, se pravi, te aminokisline pri spodbujanju dušikovega oksida, je dobil Nobelovo nagrado ravno zato, ker je dokazal, da je dušikov oksid kot vazodilatator. To mi je pa zelo pomembno, če samo pomislim, koliko ljudi je danes na dihalnih aparatih, pravzaprav na kisiku, ali pa imajo težave z dihanjem. Definitivno, če ti povečaš vnos kisika v telesu, se razširijo žile, se pravi, in pride do ekstremitet ali pa do tistih delov telesa, se pravi, tudi do organa, ki je v disfunkciji ali pa v slabši funkciji, se pravi, če pride več kisika, več hranil, si bo ta organ tudi hitreje opomogel. Jaz že kot terapevt, Andrej, gledam, da večina bolezenskih stanj, tam, kjer ti kri privedeš v zadostni količini, vnetje saniraš veliko hitreje kot bilo z kakršnimi koli vnosi zdravil ali pa česarkoli. Zato, ker če je dovolj kisika, hrane, rdečih krničk in obrambnega mehanizma belih krničk na nekem določenem mestu, se lahko to vnetje veliko, veliko hitreje sanira, ker vnetje ponavadi nastaja tam, ker je se pravi, ali so mikrokapilare poškodovane, ali so zožane stene žil in tam nastaja usedanje, z usedlinami pa nastane sčasoma vnetni proces in potem iz tega ali pa skozi to tudi kakšne novotvorbe kasneje, ali maligne ali pa benigne. Tak nažalost tudi tumori nastajajo. Se pravi, če mi povečamo vnos kisika v telo, razširimo žile, kar pa je pri argiju zelo pomembno, je, da bi ga strogo priporočal 2-krat dnevno, sploh pa večjo dozo, mogoče popoldan proti večeru. Zakaj? Zaradi tega, ker mi po noči, ko spimo, se naša srčna mišica umiri, bolj plitvo je dihanje in dejansko pomanjkanje dušikovega oksida, sploh po 45. letu, ko telo ne proizvaja tega larginina toliko, kot bi ga bilo treba, nastaja veliko težav srčno-žilnih obolenj, sploh kakih srčnih infarktov in tak naprej. Da čez noč ohranimo zadovoljivo količino dušikovega oksida v telesu, da do tega šoka v ožilju ne pride. Druga stvar, ki jo pa jaz pri argiju vidim, je pa ta hitrejša regeneracija, ne samo zaradi kisika pa hranil, ampak tudi zaradi tega, ker se odvede hitreje mlečna kislina, D-vitamin, B-kompleks vitamina, ki je noter, blagodejno deluje tudi na mišice, na utrujenost in veliko ljudi zdajle ob teh infekcijah toži potem, da so utrujeni, da imajo boleče noge in tudi otečene noge.
Zdaj ravno sem soseda poslušal, ko mi je pripovedoval, kak je šel skozi faze, pa je rekel, da je pozabil name, sem rekel, boljše bi bilo, če bi mi povedal, pa bi mu lahko svetoval, tak ali drugače. On je rekel, da je imel kompletno levo nogo otečeno. Tukaj v bistvu se ne gre za igrati, ker je lahko tromboza, potem ni šel zdravniku in tak naprej. Pri teh zadevah vam jaz svetujem seveda, da obiskujete zdravnika, da v teh primerih, kjer je simptomatika taka, obvezno pokličete svojega lečečega zdravnika. To, kar vam pa predstavljam, je pa dodana vrednost, kjer lahko telesu omogočimo boljše delovanje skozi hrano. To niso zdravila, ki zdravijo, velikokrat pa vidimo, da se telo veliko hitreje opomore in mu olajšamo ali dolgotrajno jemanje zdravil, antibiotikov ali karkoli je potrebno v teh težkih stanjih. Sigurno je boljše preprečiti, kot pa lečiti, kot rečemo po domače, in bi bilo boljše na nek način vsaj del od tega, kar sem danes predstavil, vzeti kot preventivo. Seveda pa potem si tudi pomagati, če slučajno do infekcije pride. Zdaj, ta zadnji izdelek, ki je strašansko meni spremenil v bistvu veliko stvari. Prvič, in redno odvajanje, in se mi zdi eno čiščenje telesa, in en drugi nivo občutka je Forever Active Pro B. Tole jaz zraven gela jemljem vsak dan, preventivno je dovolj, če se vzame enkrat ena, drugače pa tam, kjer so poškodovan prebavni trakt, se pravi sploh črevesje, kjer je pH visok, kjer so kakšni kolitisi ali pa kakšne take zadeve, tam pa seveda se potem mi posvetujemo z našim zdravnikom, pa se ta doza, se pravi probiotičnih bakterij, tudi poveča. Zelo pomembno je povedati, da se naj vzame z gelom. Gel je fantastični prebiotik. Jaz bi tudi Imoblend v bistvu vzel nekako sporedno. Veš zakaj? Zato, ker Imoblend ima veliko teh sladkorjev, ki ne delujejo na telesno težo, se pravi, nimajo tega učinka, ampak so to ti sladkorji, ki jih uporabijo bakterije v našem prebavnem sistemu kot prebiotike in dejansko, da lahko te probiotične bakterije lažje ustvarijo kolonije in nam ustvarijo dobro floro v črevesju, seveda pa uravnajo pH. Velikokrat ste že slišali, da je črevesje praktično bolj pomembno ali pa vsaj tako pomembno kot možgani, da imamo ta intelekt ali pa ta v tem delu, kjer dejansko se dogaja veliko presnove od vitaminov, mineralov, absorpcije različnih snovi, in če so te resice, srkalke, ki pač srkajo iz hrane, iz prebavljene hrane te snovi, če so sproščene, če je pH dober, je tudi, se pravi, odvzem iz vnosa hrane, ki gre skozi naše črevesje, zelo dober in v zadostni količini, da ne rabimo jemati nekih visokih vrednosti vitaminov pa mineralov. Zdaj, vi veste, da določene vitamine tudi telo samo proizvede, ampak ustavi se pa pri mineralih, tako da mi smo tukaj naredili, se pravi, 2 kompleta, ki sem ga jaz priporočal, da se naredi, se pravi, prvo je gel, licium, Imoblend in Absorbent C, ta veliki paket, ki bo na razpolago z brezplačno poštnino, oba paketa, se pravi, tule imate in lahko vidite, prvi paket je dejansko osnovni paket, napredni paket je pa z Argijem in s Pro B-jem, seveda lahko ostane tudi C-vitamin še zraven, nič niste narobe naredili, ampak ker ga je že ima tudi Argi nekaj, pa v aloji je tudi nekaj C-vitamina, če preventivno vzamemo, bi bil ta napredni paket potem pa gel, Imoblend, potem licium, Argi plus in Pro B. Zdaj za oba paketa je v teh 14 dneh, mislim, da je od 28. razpis brezplačno dostavljena
oba paketa, s tem, da ta napredni paket ima tudi 3 darila zraven obljubljena od Forever Livinga, tako da nas malo tudi oni razvajajo pa spodbudijo, da naredimo nekaj zase. Veliko dobrih rezultatov imam se pravi tudi ljudi, ki mogoče niso razmišljali prej ali pa v času obolenja, ampak imajo simptomatiko po covidu, kjer še vedno imajo težave z dihanjem, ali pa so rekli, ko sem jim dal to recepturo, so ljudje rekli, da ne morejo verjeti, koliko hitreje se regenerirajo in je že drugi, tretji dan očitna razlika, pa čeprav je to hrana, niso zdravila. Se pravi, telesu zelo hitro pomagamo, če mu dodajamo neko sinergijo, ki je pa pomembna pri teh naravnih snoveh, ki dopolnjujejo druga drugo. To bi bilo z moje strani. Zdaj, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, mu lahko tudi odgovorim. Drugače pa odločili smo se, da na 14 dni se slišimo, se vidimo, tudi lahko mogoče v chat, če bojo pustili še odprto, pa v chat postavite vprašanja, pa bom potem jaz odgovoril in boste na Forever Slovenija ta vprašanja tudi najdli odgovorjena. Tako da, če želite v chat, napišite in bomo se z Andrejem dogovorili, da bom na ta vprašanja tudi odgovoril. Če se ne bom vedel, se bom konzultiral tudi z Andrejem ali pa z dr. Arbeiterjem, ki je kot strokovni vodja v Foreverju tudi z nami zmeraj. In jaz mislim, da vas toplo vabim na naslednjo predavanje, ki bo čez 14 dni o Clean 9, kjer bo naš Matej, menedžer. Prosti, Tomo, čez en teden bo. Aha, čez en teden. Naslednji četrtek. Pardon, naslednji četrtek, potem pa naslednji pa potem Andreja. Vsak četrtek se bomo videli. Kdor bo našel malo časa ob 18. uri, je lepo vabljen. Imeli bomo vedno zanimiva predavanja, kot je bilo tudi danes. Upam, da vam je bilo všeč. Najlepša hvala, Tomo. Jaz sem namenoma skrajšal, vse veš, da dolga predavanja nikoli ne prinesejo nekih rezultatov. Na kratko si pa človek, se mi zdi, bolj vtisne. Pa da smo se videli, sem vesel in upam, da se kmalu vidimo. Hvala. Za informacije je bilo dovolj, Tomo, za enkrat, ampak če ima kdo vprašanje, tako kot si rekel, lahko tudi zdaj. Je še kdo, Andrej, taki, ki je napisal? Ne vidim. Če ni več vprašanj, za enkrat hvala vsem. Tebi posebna hvala, Tomo, in še enkrat na info@forever.si lahko zastavite tudi še vprašanja. Drug teden pa tukaj med nami smo videli Matej Cvikl. Pozdravljen, Matej. Matej je čudovit predavatelj in vem, da bo tudi sam za svojo izkušnjo vam veliko lahko prenesel. Mislim, da ga ne vidim več. A je tukaj še? Mateja sem prosil, da nam bo drug teden predstavil hitro hujšanje s Clean 9, hitro in zdravo hujšanje, a ne, Matej? Narobe si opredelil. Jaz pravim, prečiščevanje telesa z stranskimi učinki, ki pomeni hujšanje. Bravo, Matej, bravo. Odlično, Matej. Tako da ste prisrčno vabljeni v četrtek ob 18. uri. Povabite še koga. Gregor je danes nadgradil naš Zoom. 500 nas je lahko prisotnih na predavanju. Upam, da bomo kmalu tam. Danes nas je 50, torej samo 10krat toliko nas mora biti in bo super. Ja, res je. Jaz sem vesel, da smo štartali za 50, pa gremo, Matej, naslednjo krat 3, pa je 150, pa pridemo do 500 na tretje predavanje. Se veselim tvojega predavanja. Hvala, Tomo. Jaz pa sem se zelo vesel tvojega bil. Lep večer vam želim vsem in lep vikend in potem se vidimo zopet. Hvala, Dijo. Samo eno vprašanje. Prosim. Eno vprašanje. A bomo dobili vabilo za Zoom konferenco tako zdaj na mail? Obvezno Grega opravlja to nalogo neverjetno. Videli ste tudi sedaj lepo vabilo, tako da, če ste prijavljeni na pošto. Andrej, mi smo tudi pošiljali našim vsem
Tako da smo Ja. poslali in naslednjič boste tudi dobili povabilo. V redu. Ja, od Hvala. maja boste dobili Hvala tudi. lepa. Okay. Hvala, lep večer, lahko noč. Enako vam Hvala, tudi. srečno Noč večer, vsem. enako. Ja. Srečno. Pozdrav.